Lepo pozdravljen, Edi Klobučar, na našem vročem kavču. V Društvu Parada ponosa si že leta prizadevamo, da bi LGBTIQ plus mladi, LGBTIQ plus osebe aktivno prevzemale neke vloge v družbi in se politično angažirale, udejstvovale, kar pomeni, da poskušamo na različne načine motivirati, navdahniti, vzpodbuditi mlade LGBTIQ plus osebe, da grejo na volitve. Poskušamo najti različne načine, kako se lahko LGBTIQ plus osebe vključujemo v družbene, v javne zadeve, ne samo skozi volitve. In sedaj je en tak zanimiv čas, 22. marca nas čakajo naslednje državnozborske volitve. In letos smo želeli tudi v našem društvu en prispevek v tem procesu pred volitvami narediti, in sicer smo povabile nekaj LGBTIQ plus oseb, ki ste aktivne v političnih strankah in boste tudi aktivno nastopile na teh državnozborskih volitvah, tako da to je nek kontekst. Edi, najlepša hvala, da si se odzval temu povabilu in se nam na tem vročem kavču pridružil. Torej, kdo je Edi Klobučar? Ko sem jaz razmišljala o tem, kdo je Edi Klobučar, in Edi, midva se poznava že nekaj let, sem razmišljala, no, danes si tukaj kot član predsedstva stranke Mi socialisti. Jaz te pa predvsem poznam kot nekoga, ki se dolga leta angažira v različnih nevladnih organizacijah, društvih. Bil si tudi kar nekaj let član upravnega odbora Društva Parada ponosa. Poznam te kot transspolnega moškega, ki o tem tudi javno spregovori. Poznam te kot skrbnika kužka Fidžija in kot sama skrbnica kužka Lana. Potem imava nekaj skupnega, o čem se lahko vedno pogovarjava. Spomnim se in poznam te tudi kot nekoga, ki si vsaj jaz predstavljam rad kuha, ker si nekaj časa, oziroma poklicno se tudi ukvarjal s kuhanjem oziroma kot kuhar. Tako da jaz imam neko sliko o tem, kdo je Edi Klobučar. Ko pa tebe vprašam, kaj pa tebi pride na misel, ko te vprašam, kdo je Edi Klobučar? Mislim, da je to eno od težjih vprašanj, ki ga lahko postaviš. Mislim, ne specifično, kdo je Edi Klobučar, ampak ne. Ne vem, jaz zase rad mislim, da sem človek, ki ima trdo kožo pa mehko srce. Se mi zdi, da to je nekaj, za kar si vedno prizadevam. Da ne glede na to, kako težko je ali pa v kako zafrknjenih časih živimo, da še vseeno ohranimo neko mehko, ljubeče srce. Mogoče, ko se pogovarjava o trdi koži, kaj je pa tisto, kaj je tvojo kožo naredilo še posebej trdo? Mislim, življenje. Na kratko, življenje. Imeti trans izkušnjo življenja ni najlažja pot, daleč od tega. Zame je bila tudi kar trnova, na račun te poti. Sem tudi recimo bil primoran opustiti študij, ker sem ga imel zelo, zelo rad, študij antropologije, ki mi je tudi ogromno dal o razumevanju življenja in ljudi in odnosov in vsega tega. Ampak se mi zdi, da je tudi pomembno, da imamo trdo kožo, pa to ne pomeni, da smo apatični, ampak da smo odporni. In vir ljudje nasploh, svet od nas zahteva, da smo odporni. Nekateri bolj, nekateri manj, samo so to različne izkušnje življenja. Ampak se mi zdi, da je izredno pomembno, da smo odporni, in veliko, veliko v tej odpornosti prispeva tudi to, da se povezujemo. Da smo skupnost, da imamo podporne sisteme, pa da nas tudi sistem podpira, kar pa velikokrat is not the case. Velikokrat, je izkušnja prej drugačna. Ko govoriva o tej mehkosti, kaj te pa dela odprtega do življenja, do ljudi, do živali in tako dalje? Kaj je pa tisto, kaj ti daje mehkobo ali pa omogoča, da ohranjaš to mehkobo, a ne? Se mi zdi, da ohranjati to mehkobo
doživljam kot neko odgovornost do sebe in do sveta, ker se mi zdi, da je to nekaj najbolj revolucionarnega, kar v današnjih časih lahko počnemo, ko nas prepričujejo z vseh strani, da moramo poskrbeti samo zase, ker nas ta individualizem sili v to, da imamo občutek, da smo povsem nemočni, da nimamo vpliva in kakorkoli. In se mi zdi, da to, da ohranjamo mehko srce in odprtost, je tisto, kar nam pomaga, da spletemo neke vezi, da gradimo skupnosti in to, da nam je mar in da to iskreno pokažemo pa ali je to v odnosu do prodajalke ali pa do natakarce ali pa konec koncev do ljudi, ki so nam najbližje, še najbolj pa se to pokaže pri ljudeh, ki so nam najdlje. Kakšen odnos imamo do ljudi, ki niso v naši neposredni bližini. In to se mi zdi izredno, če ne najbolj pomembno v teh časih. A nam zaupaš, koliko si star? 30 let. 30 let. Ravno na prehodu, ko po slovenski zakonodaji več nisi mlad. Tako, ja. Tako, to so kar žalostni časi za vse tiste, ki se ukvarjamo profesionalno tudi z mladimi, tako da to so kar veliki mejniki. Mogoče iz te perspektive nekoga, ki po slovenski zakonodaji zapušča mladost za sabo, a se spomniš v svoji mladosti ali pa mogoče že celo otroštvu, a se spomniš kakšne situacije ali pa nekega trenutka, ko si postal tako družbeno angažiran, ko si se zavzel za nekaj, kaj je bilo to nekaj, kaj je bilo tisto, ki se zdaj, ko pomisliš nazaj, spomniš, to je bila ena taka stvar, ki je mene iz samo nekega osebnega postavila v to, da sem jaz tudi se angažirati začel za nekaj. Ja, mislim, da mogoče ni bil to nek moment, ampak neka gradnja enega momentuma, ker jaz sem pač tudi odraščal na podeželju in tam so, mislim, vsaj v tistih časih, ko sem jaz tam odraščal, so bile skupnosti še vse malo drugače povezane, tudi mi med sošolci smo imeli malo drugačne odnose, se mi zdi, da kakor so po večini zdaj. In jaz sem recimo že v prvih razredih osnovne šole, sem pač bil tutor sošolcem, ki jim je šlo malo slabše, pa so prišli k meni popoldne, pa smo se skupaj učili, pa družili, pa take zadeve, tako da ta čut sem od nekdaj imel in to skrb. Potem v bistvu prvi nek tak konkreten angažma je bil, ko sem kot prostovoljec Rdečega križa hodil na tabore, ker smo v bistvu v nekih skupnostih, spali smo ponavadi v šoli in pa smo v teh skupnostih obiskovali stare ljudi, pa smo jim, ne vem, cepali drva, pucali okna, skuhali kaj, pač kar je bilo treba, no, smo jim pomagali. Da sem se pa tako bolj kontinuirano, je bilo pa, ko sem bil ful aktiven v krščanski mladinski skupnosti na naši vasi, ker sem bil vsaj 4 leta ful aktiven, pa sem pomagal organizirati tudi duhovne vaje, oratorije in podobne zadeve. Sicer pač sem tudi tam imel veliko enih trenutkov jasnosti, ko sem videl, koliko je v resnici ene dvoličnosti, enega pretvarjanja in ja, jaz sem se tudi potlej umaknil od tam. Ampak tako, bolj aktivno pa sem pa, ko sem prišel v Ljubljano. Ko sem se pridružil najprej Legebitri, pa sem bil pa skoraj povsod, no. Tako da ja. Recimo, a se ti zdi, da je v Sloveniji za mlade ljudi, se pravi za nekoga, ki je danes star mogoče 16, 17 ali pa tudi 22, 23, da obstajajo prostori, neke skupnosti, prostori in tako dalje, ki so res sprejemajoči in odprti za njih, tudi v nekem mogoče podeželskem ali pa lokalnem okolju. A vidiš kaj takega iz, ne vem, svoje izkušnje ali pa iz izkušnje ljudi, ki so ti blizu? Jaz sem se itak preselil v Ljubljano 12 let nazaj, zdaj sem se sicer glih en mesec nazaj preselil ven iz Ljubljane, tako da iskreno tudi sam malo reflektiram, kaj je ta prostor zame in tudi tako na neki točki, ko bojo tudi moji sovaščani zdaj izvedeli, da sem politično aktiven, da sem trans in podobne stvari, tudi nisem prepričan, kakšni bojo odzivi. Ampak meni se zdi, da je najboljše to, da si lahko pač karkoli že si v tem primeru, ne vem, del queer skupnosti, pa to nima veze.
Pa to nima veze. Hkrati to ni big deal, a hkrati to ni nepomembno. Pač, da ti lahko daš to v prostor in je to sprejeto. Se mi zdi, da ponekod, vsaj tudi po mojih izkušnjah, no, tudi ko sem potem vzpostavljal nazaj in se vračal v odnose z družino, je na koncu dneva to, kar je njim bilo najbolj važno, je to, da sem jaz fajn človek v resnici. Da to, da sem jaz trans, v bistvu sploh nima več toliko veze v resnici, ker so pogrešali mene. Tako da, ne vem, to je zdaj en skupek nekih mojih izkušenj, ki jih imam ali pa opažam, ampak ja, želim si, da bi lahko živel v družbi, kjer ne vem, je to, da sem jaz trans samo en del mene in ne vpliva na razplet mojega življenja. Ali pa ne vpliva na to, koliko možnosti imam jaz. Je pa tudi dejstvo, da se mi zdi, da en ful velik vpliv ima pa tudi to, recimo, da jaz sem iz delavske družine, ki pač smo imeli hišo in smo imeli neke možnosti za izobraževanje in tako dalje. In se mi zdi, da tudi tako nasploh skozi aktivizem in tako sem opazil veliko razlik tudi v tem, da recimo nekdo, ki je bolj iz privilegiranega ali pa položaja prišel, pa je bil lahko glih tako trans kot jaz, pa sem imela komplet drugačno izkušnjo. Ali pa nekdo, ki je iz mesta, ali pa nekdo, ki je iz vasi. Se mi zdi, da tle so izkušnje zelo, zelo različne, no, in povezane z veliko enimi faktorji. Recimo, a misliš ti, da če bi živel v nekem času in družbenem kontekstu, kjer je biti transspolna oseba nekaj, kar je povsem normalno, kjer to se sploh ne razume kot neka negativna razlika ali pa nekaj drugačnega, ampak je pač to del splošne normalnosti. Če si zamišljava nek tak svet, neko tako družbo, a misliš, da bi se na isti način angažiral družbeno, ali pa najprej si omenil, da si prišel v Ljubljano, pa si se vključil v organizacije kot je Legebitra, pri Društvu Parada ponosa si bil aktiven in pri drugih, a misliš, da bi, če ne bi transspolnost bila na ta način v družbi stigmatizirana, diskriminirana, obravnavana kot nekaj negativnega, a misliš, da bi bil tudi drugačne vrste aktivist, mogoče človek? Ja, mogoče bi dal svoj fokus bolj drugam, ker jaz sem tudi, ja, seveda sem najprej, ko sem prišel v Ljubljano, sem iskal neko queer skupnost, ker pač to je nekaj, česar tudi tam nisem imel, ker sem odraščal. Poznal sem tistih 5 ljudi, ki smo ven štrleli, to je bilo pa to, pa smo se še mi malo skregali med sabo, ali pa bi skupaj šli na razen, pa je bazen se spraznil, Tako da, ja, in sem pač sprva iskal v bistvu prostor, ker bi lahko se malo ukvarjal tudi s sabo, konec koncev, pa svojo identiteto in to, in pač ampak sem pa ves čas bil, jaz sem bil tudi pri Inštitutu 8. marec od samega začetka, pa mislim, ker sem bil povsod, je bil to na neki točki ratal problem. Bil sem tudi pri sindikatu Mladi plus, kar nekaj časa v štartu, ko se je zalaufal gibanje mladih za podnebno pravičnost. Tako da, ja, mislim, veliko tem me zanima, nasploh me boli družbena nepravičnost, no. Se mi zdi, da to, da sem pa pač šel bolj v to smer, je bilo pa povezano to, da ja, je to del moje osebne življenjske izkušnje, in da sem se na neki točki tudi odločil, da se tudi javno izpostavim iz tega vidika, ker vem, da je bilo tudi meni lažje, če bi vedel, da to obstaja, da taki ljudje obstajajo, in da dobiš nek signal, da s tem ni nič narobe. Tako, zdi se mi, da tudi bi bilo ful pomembno, da družba na nas, mogoče nisem toliko za to, da se na nas gleda, kot da smo normalni, oziroma da smo pač del nekega povprečja, del normale. Jaz če že mislim, da bi se queer ljudi, mogoče specifično, tle sem completely biased, ampak tudi trans ljudi, da bi se jih morali bolj ceniti. Ker uvid, ki ga imam jaz v družbene razmere, v družbene odnose, v družbene strukture, je povsem drugačen. Jaz vem, kaj pomeni seksizem na lastni koži. Jaz vem, kaj pomeni iti na ginekološki pregled. Hkrati vem, kaj tudi pomeni, da sem, kako me obravnavajo zdaj, da moja beseda veliko več velja, da kar jaz povem, je zdaj naenkrat bolj pametno, kakor je bilo prej, recimo, To so tudi izkušnje, ki imam. To, da se name
Se pravi, ko govoriš zdaj, dejansko govoriš iz pozicije moškega, a ne? Tako, tako. Ja, mislim, še vseeno moje izkušnje, pa tudi način, kako izražam svojo moškost, ni klasično in niti ne želim, da je. Mi je zanimivo tudi, ker se mi dogaja to, da v bistvu ljudje sprejemanje do mene kažejo na tak način, da name lepe spolne stereotipe ali pa sploh na moj odnos z mojo ženo. In potem ti stereotipi obvisijo v zraku in se ne uprimejo absolutno ničesar in so ljudje samo še bolj zmedeni, a ne? In iskreno moram reči, da mačke uživam v tem, a ne? Tako da ja, pač se mi zdi, da so naši ovidi ful dragoceni in da jih družba rabi. In jaz res verjamem, da moramo queer ljudje biti tisti, ki smo v prvih vrstah, ko se sprovaja družbene spremembe. Da mora naš glas biti prvi. Mogoče sem tle spet biased, a ne, tle govorim tudi o izkušnjah ljudi, ne vem, ostalih manjšin tudi konec koncev. Ampak ja, vsako mesto opolnomočenja, ki ga imamo, ga je treba izkoristiti za to, da tudi naš glas seže. In mislim, da nas družba že sama po sebi dosti dol tolče in da smo mi tisti, ki moramo dvigati en drugega, pa tudi sami sebe. In imeti pogum. To. Zdaj, seveda, ti si 30, jaz sem 42, vseeno sva že nekaj izkušnje dala v življenju skozi in marsikatera od teh izkušenj je bila taka, ki nama je tisto trdo kožo, a ne, pridelala. Ampak marsikaj sva pa tudi, ne, vsak v svojem življenju pozitivnega doživela, a ne. In mogoče v aktivizmu, pa tudi znotraj veliko stvari, ki jih v organizacijah, LGBTQ+ organizacijah in drugih počnemo, je, da ker je družbeno stanje tako, da na nek način, če nimaš neke velike krize ali pa se ne ljudem nujno vedno na nek način mogoče celo zasmiliš, ne, da ful težko ti dajo sploh pozornost, ne. Se pravi, da tvoje življenje ali pa tvoje izkušnje nima veljave do te mere, da bi si zaslužila neko strukturno enakovrednost in tako dalje. In zato velikokrat, bi jaz rekla, tudi slišimo bolj negativne zgodbe, a ne. Se pravi, mediji poročajo takrat, ko je nek škandal ali pa neko nasilje. V organizacijah pogosto izpostavljamo, ne, diskriminacijo, stiske, se pravi vse te zgodbe, ki so ful pomemben del realnosti. Vprašanje tukaj pa je, kako pa lahko tudi LGBT osebam, mladim trans osebam, queer osebam, v končni fazi mladi osebi, ne glede na kakorkoli druge osebne okoliščine, že samo to, da si dandanes mlad človek, verjetno pride že to samo veliko stisk s tem, ne, tudi v tvoji mladosti in otroštvu, v moji mladosti in otroštvu so bile stiske, a ne. Kako pa lahko recimo te pozitivne zgodbe mogoče delimo, ne, se pravi, ker zato, da si ti lahko opolnomočen, zato da sem jaz lahko opolnomočena, vseeno sva, ne, mogla tudi imeti te pozitivne izkušnje v življenju, podporo. Kaj je recimo nekaj takega, kar lahko ti danes neki mladi osebi mogoče ponudiš, daš, sporočiš v tem smislu, ja, da se bo lahko počutila tudi skozi tvojo zgodbo ali pa skozi tvojo izkušnjo malo podprta? Ja, kar se tiče konkretno medijev, moja izkušnja z mediji je to, jaz zmeraj dam ta primer, da velikokrat, ko sem imel kakšne intervjuje pa karkoli, sem se počutil kakor ena eksotična žival, ki lahko govori samo o svoji eksotičnosti. A ne? In sem se tudi večkrat med samimi intervjuji sem si izboril prostor, da, ali pa sem novinarjem direktno rekel, poslušajte, jaz nisem samo trans, jaz imam mnenje o tem svetu. Jaz nastopam tudi iz pozicije nekoga, ki je mlad, ki je študent, ki razume svet, ki je, mislim, tudi konec koncev študiral antropologijo, kar kot tudi daje enovita, ne. Se pravi, jaz imam veliko enih pozicij, iz katerih lahko zastopam svoje mnenje, ne samo to, da sem trans, a ne, ker seveda se vedno potem išče ta senzacionalizem, pa drama, pa joj, kako sem ubogi. Ne, to je zgodba o preživetju pa o odpornosti. Ni zgodba o tem, da sem žrtev ali pa kakorkoli. In to je zame osebno ta moment opolnomočenja, a ne, da kolikor lahko vplivam, zapiram prostor za to, da bi se še dodatno viktimizirali, da bi se še dodatno stigmatizirali, a ne.
In tudi to, da gre potem to vedno na neke osebne zgodbe, ne gre pa na kritiko družbe. To je pa druga stvar, ki me vedno absolutno zmoti. Ja, to je eden od primerov, ful je slabo, nima podpore tam jo ima, kakorkoli, ampak sistem je tisti, ki vzgaja mentaliteto, sistem je tisti, ki zagotavlja ali pa ne zagotavlja. In tudi jaz sem bil prepuščen kompletno nemilost, ker sem bil prestar, da bi mi ene stvari pripadale, premlad, da bi mi druge stvari pripadale. Mislim, in sem kompletno eno luknjo vmes padel in sem na neki točki bil z eno nogo že na cesti. Na srečo sem imel tle svoj podporni sistem, pa prijatelje, pa skupnost in vse te stvari, da pač niso šle stvari v maloro, no. Ampak ja, se mi zdi, da tudi to je izredno pomemben del, da pač je tudi sistem tisti, ki mora za nas poskrbeti. Pa ne samo zaradi tega, ker smo queer, ampak zaradi tega, ker smo del te družbe, tako kot vsi ostali. In da pač vsi si zaslužimo dostojno življenje in država, sistem je tisti, ki mora to omogočiti. In vzvodi obstajajo, problem je bolj to, da velikokrat ne obstaja politični interes. A je mogoče to eden od razlogov ali pa tisti razlog, ne, se pravi, vseeno ti si na eni točki naredil en tak pomemben preskok ali pa korak naprej, ali kakorkoli lahko to poimenujeva. Se pravi, če sva se zdaj pogovarjala veliko in o tvoji osebni izkušnji in o, ne vem, angažiranju in aktivizmu znotraj nevladnega sektorja, v društvih, organizacijah, ampak danes tukaj sediš kot nekdo, ki je pa ne samo član, ampak izrazito aktiven član politične stranke, mi socialisti. To je stranka, ki je v preteklih mesecih tudi požela veliko neke pozornosti, a ne, in ti si se odločil za politično pot in tudi boš nastopil kot kandidat na volitvah, ne, ljudje lahko glasujemo zate, a ne. In to je vseeno nekaj drugačnega, ne. Mogoče lahko malo podeliš, kaj je prispevalo k temu, da si prav to odločitev sprejel, a ne, v ta politični angažma, in seveda nas potem tudi zanima perspektiva torej transmoškega Edija, a ne, ki je več kot samo transmoški. Zakaj pa prav mi socialisti? Ja, v bistvu jaz sam tega ne razumem kakor nek preskok, ker tudi naše gibanje, pač stranka je samo institucionalni podaljšek našega gibanja, pač ne funkcionira na tak način kakor ostale stranke. Pač zaradi tega, ker mi akcije izvajamo že več kot 2 leti, zavzemali smo se proti privatizaciji javnega zdravstva, zbirali smo podpise proti oboroževanju za NATO, nazadnje smo še proti pokojninski reformi zbirali podpise in tako. Torej, mi nismo samo neka stranka, ampak gradimo res gibanje, ker poskušamo organizirati čim več ljudi, ker ni dovolj to, da samo gradimo neke skupnosti in neke podporne sisteme, mi se moramo v družbi dobro organizirati. Ker to je to, kar nas bo tudi delalo odporne. In to je tudi ugotovitev, do katere sem prišel sam. In tudi čisto iz tega vidika, da absolutno so LGBT pravice pomembne, ampak nič bolj ali pa manj kakor, ne vem, pravice Romov, delavcev, ostalih ljudi. In se mi zdi, da sem zaradi tega videl tle eno priložnost, da se v bistvu na sistemski ravni naslavlja težave, ne samo specifično po nekih področjih. Pa tudi tako iskreno se mi zdi, da pač ja, politika rabi queer ljudi. In nekdo to mora narediti, nekdo ta človek mora biti. In ne želim čakati, da bo nekdo drug se pa mogoče odločil, pa mogoče pa nekaj naredil za nas. Ampak želim biti res v tej poziciji, ko lahko soodločam o tem. In tudi moja pozicija je dosti drugačna od ostalih ljudi v politiki, ker pač imam trans izkušnjo. Ne prihajam iz bogastva, ne prihajam, pač garbal sem 6 let v gostinstvu, pač mogoče malo drugače lahko zastopam naše pravice ali pa naša načela, kakor pa pač nekdo, ki, ne vem, je v politiki že 10 let. In se mi to zdi zelo, zelo pomembno.
Pa tudi mi nismo stranka, ki bi LGBT pravice ali pa nasploh pravice ljudi obravnavala kot neke balinčke ali pa neke žetone, ki jih unovčiš za neko pozicijo ali pa ne. Pač ne, na boju za človekove pravice pa za dostojno življenje mi gradimo svojo kredibilnost. In če tega ne sfuramo, smo izgubili kredibilnost. To je pa pač vse, kar danes imamo, a ne. Nimamo za sabo kapitala, nimamo kapitalskih interesov, imamo samo naše moči in globoko prepričanje v to, da si pač vsak človek zasluži dostojno življenje. In se mi je zdelo pomembno, da sem del gibanja in del tudi, ne vem, na kandidatni listi, da sem del tega, da ne čakam, da bo nekdo odločal, ampak da vidim tudi, kako je mogoče v drugačni poziciji nastopiti. Ampak tako, kot sem rekel, sam sebe tudi ne doživljam, kakor, zdaj sem pa prestopil nekaj drugega. Ker tudi osnovna funkcija strank bi mogla biti to, da sodelujejo s civilno družbo in predstavljajo stališča in zagovarjajo stališča in potrebe civilne družbe, ne pa kapitala, to, kar se zdaj dogaja, a ne. Ker potlej na koncu dneva vidiš, da če se samo junija angažiraš pa z mavričnimi zastavami mahaš vseh 11 mesecev v letu, sicer pa na to pozabiš, pač ne moreš računati na te ljudi, a ne. In o tem priča tudi zgodba tega mandata, a ne. Vidimo, da nekih hudih sprememb na boljše, tudi specifično za LGBT pravice, zares ni bilo. Bilo je pa veliko obljub in zavez. Ja, pač mi smo edina stranka, ki pač absolutno ne bomo gamblali z človekovimi pravicami. Ker smo tudi, mislim, imamo tudi to odgovornost, mislim, že zdaj se povezujemo z veliko civilno-družbenimi gibanji in se poskušamo organizirati, kar je tudi to, da smo mi prisotni na terenu, med ljudmi, da delamo z ljudmi. To je najtežja stvar, ki jo lahko kot politični akter počneš. Tega noben ne počne glih zaradi tega, ker je mukotrpno. Stati na stojnicah, nagovarjati ljudi, se pogovarjati z ljudmi, poslušati njihove probleme, jih aktivirati, jih pridružiti, jih mobilizirati. To je najtežja stvar, ki se je lahko človek loti v teh časih. Potem, ko je po eni strani neoliberalizem naredil svoja domača naloga, a ne, v smislu, da nas je da je sam posameznik tisti, ki je važen, ampak hkrati pa nimaš nobene moči, kar pa ni naredil neoliberalizem, je pa COVID dokončal, a ne. Da smo komplet atomizirani in mi poskušamo to z našim delovanjem spremeniti. Pa najti ljudi, ki so vsaj približno na naši strani, da se organiziramo, da lahko dovedemo do nekih večjih družbenih sprememb. Jaz mislim, da tista stvar, ki je tukaj zelo pomembna, ki si jo izpostavil, tudi mi recimo v Društvu Parada ponosa, ne, jaz recimo sem leta 2022, a ne, imela en govor na odru parade in sem takrat vse osebe, ki so se parade udeležile, pozvala, naj grejo na volitve, naj grejo volit, a ne. Lansko leto, se pravi leta 2025, pa sem v bistvu pozvala ljudi, naj grejo kandidirati, ne. Se pravi to, kar si ti v bistvu naredil, ne, se pravi je še neka druga perspektiva, ampak se mi zdi, da ne glede na našo starost, na našo pozicijo, da veliko volivk, volivcev, državljank, državljanov, ljudi, ki živimo v Sloveniji in ne samo v Sloveniji, če smo ljudje, ki nas se dotaknejo družbene zadeve, javne zadeve, realnost okrog nas, se borimo ves čas sami s sabo, kaj naj za to situacijo politično, družbeno, kaj naj naredimo, kako naj zdaj to demokracijo ohranimo, kako jo naj podpremo, kako naj gremo na volitve, če pa istočasno vemo sami pri sebi, da smo v bistvu bili velikokrat razočarani, da je veliko enih tudi takih demotivirajočih misli, ki nas ves čas spremljajo, ne. Verjetno se je marsikateri volivec, volivka znašel v situaciji, da resnično ne ve, koga naj obkroži ali pa katero stranko, kaj je zdaj tle smiselno in tako dalje, ne. Se pravi, veliko nekih res dvomov in tako dalje. In zdaj, če poskušava to vpeti v tvoj odgovor, ne, ker seveda jaz, ko poslušam tvoj odgovor, seveda se lahko z marsičim strinjam, podpišem in tako dalje,
ampak verjetno bi pred 4 leti lahko zelo podoben pogovor imela z kakim kandidatom, kandidatko, recimo takrat pač Levice, ne, ki bi na nek podoben način lahko, ne, govorila takrat pred tistimi volitvami, zakaj se bodo zavzemali, kako. Pa se vseeno pozicija, ko prideš enkrat v vlado, v koalicijo in tako dalje, vidimo, da je realnost potem drugačna, a ne? Da se neke zadeve pač vseeno ne zgodijo čisto tako, kot jih pričakuješ. Po drugi strani, velikokrat, zdaj že skoraj do desetletja, nam vedno znova odmeva, ne, ta demotivirajoča floskula, ma saj so vsi isti, ne? In kako bi recimo ti odgovoril na kratko, recimo, ali pa neki mladi osebi, a ne, ki razmišlja tako, ne, čakaj malo pa, ne, pa saj so vsi isti, ali pa jo, pa a je zdaj to kaj drugače, ne, pa kaj pa, če bodo zdaj ti Kordiševi socialisti prišli, a bodo res lahko kaj drugačni od Levice, a veš, to so neka realna vprašanja, kaj ti lahko neki mladi osebi na to rečeš? Mislim, kot prvo, se mi zdi zelo problematičen način razmišljanja, da je moj glas investicija. Ne, naš volilni glas ni in ne sme biti investicija, to je komplet kapitalističen način razmišljanja. Naša naloga je, da volimo ljudi, ki bodo predstavljali naše interese. A ne? In pač jim damo ta znak zaupanja in pač kalkulirati in na ta način razmišljati, to je samo mlin na veter, vemo komu. A ne? In zaradi tega se mi zdi važno, da se ljudje tudi informirajo, ker to, kar ljudje govorijo, ni dovolj. Treba je pogledati, kaj so ljudje naredili. A ne? In pač jaz lahko govorim v imenu našega gibanja, že do zdaj smo se zavzemali, pa mislim, brez kakršnekoli podpore medijev ali pa vidnosti, ne vem kakšne, ali pa kakorkoli, pa smo uspeli kar nekaj sprememb izpeljati. A ne? Pritiskali smo proti privatizaciji za javno zdravstvo, da smo vložili noter proti dvoživkam in je to dovedlo neke spremembe, ki so potlej, a ne, se grejo naprej, pa grejo nazaj, ampak pač bolj, ko se ukrepimo, večjo moč bomo imeli. To je. In zaradi tega se mi zdi pomembno, da pač ljudje volimo ljudi, ki predstavljajo naše vrednote. Kaj bo, kako bo, kakorkoli, mislim, veliko se je tudi videlo iz preteklosti. Ja, in pač verjamem, da pač ne, če bi nekdo iz Levice 4 leta nazaj bil tukaj, bi lahko govoril podobne stvari, ampak Levica je imela svojo priložnost, pa se je zlila z vlado in praktično postala levosredinska opcija, a ne? Kar se vse bolj kaže. In ravno zaradi tega smo mi naredili svojo stranko. Iz točno tega razloga. Ker se nam zdi važno, da je v parlamentu ena stranka, ki pa bo zavzemala pozicijo, ki se ne bo samo zlivala, ampak bo hkrati lahko kakšno stvar zabremzala, kakšen zakon porinila naprej, predvsem pa se borila za neke osnovne delavske pravice. A ne? O tem, kakšna je draginja, koliko več je brezdomnih, samo v Ljubljani je šla številka v zadnjih 3 let iz 200 na 600 brezdomnih ljudi. Pa tudi vemo, kakšna populacija je to, da je tle vmes veliko LGBT ljudi tudi. A ne? In to so recimo podatki, ki ne pričajo o tem, kako dobro dela ta vlada. A ne? In to so stvari, o katerih se ne pogovarjamo. Mi se pogovarjamo o nekih abstrakcijah, dejstvo pa je, da kupna moč pada, da ljudje vse težje shajajo iz dneva v dan in pač mi smo bili ves čas v parlamentu, pač naš glas v parlamentu je Miha, ves čas glasno opozarja na te težave. Se pravi, treba je pogledati ne samo, kaj ljudje govorijo, ampak kaj ljudje počnejo. In pač Miha konsistentno ponavlja že 10 let iste stvari, ista stališča, se za njih goreče bori in jih zagovarja, in če nas bo več takih noter, bomo lahko samo še več naredili. Se pravi, mogoče bi bil moj povzetek, da se vidite kot neka vrste tudi branik. Točno ne? tako. Pač Točno to, tako. in to se mi zdi, da je ena zanimiva pozicija, pomembna pozicija, če se ljudje z njo poistovetijo, da jo potem tudi potem podprejo. Mogoče pa vseeno ne, veliko nevladnih organizacij, vključno z našo organizacijo, smo zelo zaskrbljeni z vsemi izjavami Janeza Janše o tem, kako bo nevladne organizacije ukinjal in tako dalje, posebej še, če se borimo za demokracijo, a ne. In ta
ta dinamika političnega prostora v Sloveniji, ki se vedno pozicionira, ne, še posebej vedno znova pred volitvami, dajmo narediti vse samo, da ne bo to zlo prišlo na oblast. Tako je. Pa v vašem primeru vseeno potem prinese to, kar si mogoče ti omenil, ne, da ljudje začnejo pri glasovanju kalkulirati. Ne nujno samo pač iz nekih drugih razlogov, ampak predvsem mogoče iz tega, kako bomo mi obranili, ne, sebe ali pa neke liberalne vrednote. In potem začne razmišljati, komu je smiselno dati glas, ne, in potem v bistvu se dostikrat vklopijo ti mehanizmi, to drobljenje, veliko malih strank na levici, levem polu in tako dalje, to ni dobro in ne. In zdaj vi ste zdaj spet ena stranka, ki je, ne, kot mlajša stranka, kot si tudi sam prej rekel, nekdo z novimi osebami, obrazi in tako dalje. Kaj pa je tukaj tvoje sporočilo, a ne, vsem tistim, ki jih pa to skrbi, a ne? Zakaj naj vam dajo potem glas ali pa zakaj se naj potem vseeno odločijo podpreti branik, a ne, v taki situaciji, ko jih pa vendarle res skrbi to potencialna katastrofična situacija mogoče Janševe vlade, a ne? Ja, seveda, mislim, tle v bistvu bom ponovil, kar sem v resnici že rekel, pač. Mi smo stranka, ki nismo pripravljeni kockati s pravicami ljudi in to smo že pokazali kot gibanje, to je že Miha pokazal svojo konsistentnost v državnem zboru in če kdorkoli, kadarkoli v življenju spremljal Miho, pa njegova stališča, za katerimi tudi mi stojimo, vemo, da je trmast. In to je nekaj, kar mi prinesemo noter. In kalkulacije bojo kvečjemu prinesli slabši rezultat. In se mi zdi važno, da se kot volivci, volivke zavedamo, da pač moramo glas dati ljudem, v katere verjamemo. In to je to, mislim, tudi kako se bo potem koalicija, opozicija formirala, to so vse stvari, ki niso v kamenu klesane, a ne. Tle je še veliko procesov, ki se ima za zgoditi, je pa tudi dejstvo, da je veliko proti Janša strašenja tudi medijsko, a ne. To je dejstvo. In da tudi to vpliva na to, da so ljudje bolj panični. Ja, pač se mi zdi, da take vrste kalkulacije nam tudi, mislim, saj smo preprečili vlado Janeza Janše na zadnjih volitvah, ampak se je pa tudi objektivno gledano življenje veliko ljudi poslabšalo oziroma se ni izboljšalo, a ne. Torej se je treba tudi potem vprašati, ko pa ljudje rečejo, saj nima več ali levo ali desen, pa v resnici, če je zadaj kapital, bojo na prvem mestu interesi kapitala, ne pa interesi ljudi. In mi za sabo nimamo kapitala. Gradimo pa družbeno moč, ki je pa tista, ker mi ne verjamemo, da ti lahko iz parlamenta spreminjaš svet bolj na levo pa na boljše pa kakorkoli. Ne. Vedno je do večjih družbenih izboljšav ali pa sprememb privedlo organizirano ljudstvo. In to je to, za čemer mi stojimo, to je to, za kar si mi prizadevamo. Na račun tega se naše gibanje krepi, nas je vse več in imamo tudi vse več družbene moči, da se lotevamo tudi večjih, širših tem. Tako da, in to je ključna razlika tudi med nami pa med vsemi ostalimi strankami. Mogoče zdaj za konec, ker midva sva nekako zaokrožila neka tudi vprašanja, ki sem jaz želela jih nasloviti. V tem pogovoru, kaj bi bilo tvoje sporočilo za konec neki mladi LGBTQ+ osebi, mladi volivki, volivcu, ali pa tudi manj mladi, a ne? Recimo, kako lahko vi, ne, če se ta oseba odloči voliti za vas, za vašo stranko, zate recimo kot kandidata, kako bo to osebo to konkretno podprlo pri tej izgradnji njene odpornosti, oziroma pri tem, o čem sva se prej pogovarjala, ne, da lahko ohranjamo mehkobo, zato da smo odporni, zato da imamo glas, zato da smo v ospredju tudi družbene prepoznanosti, da smo vredni, a ne. Se pravi, kaj lahko potem eni mladi osebi sporočiš za konec? Se mi zdi, da kar naša družba trenutno najbolj rabi, je pogum. In pogum je tudi tisti, ki nas dela odporne, ki nas združuje in ni zares, ful je pomembno iti volit. To je najmanjši minimum angažmaja, ki ga lahko človek da od sebe.
je pa tudi zelo pomembno, da se organiziramo v družbi, da se povezujemo v skupnosti, v organizacije, da s tem krepimo svoj vpliv in zagovarjamo naša stališča in jih na ta način predstavljamo. In to bi bil moj nasvet za vse. Treba se je aktivirati, treba se je povezati. Seveda, vsi imamo svoje službe, zdravje, vse pride vmes, ampak minimalen angažma, ki ga lahko damo, je čas, ki je izredno dobro uporabljen. In to je investicija v našo prihodnost, v resnici. In to je nekaj, kar je treba investirati. Najlepša hvala, Edi. To jaz mislim, da je lep poziv za konec vsem, da naj oddajo svoj mavrični glas 22. marca ali pa tudi v predčasnih volitvah, če bo komu tako lažje. Ampak v vsakem primeru je ključno, da gremo na volitve in da smo družbeno angažirane, aktivne v raznih sistemih, lahko so stranke, lahko so nevladne organizacije ali pa zgolj na lokalni skupnosti, karkoli, ne. Tako da hvala za to in ja, 22. marca gremo oddati svoj mavrični glas. Za mi socialisti.